Spoštovane gledalke in dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Na vrsti je osrednja informativna oddaja VTV Magazin. Za vas smo tokrat pripravili naslednje prispevke. Gradnja hitre ceste tretje razvojne osi Velenje-Jug Slovenj Gradec je razdeljena na 8 sklopov. 2 izmed njih, Gaberke in Jenina, sta bila dograjena že pred časom. V četrtek pa je Dars z odprtjem za promet zaključil tudi gradnjo navezovalne ceste s predorom Konovo. Zaključek del na sklopih B Škalsko jezero in H Konovo je pomemben mejnik pri gradnji hitre ceste proti Koroški, zato se je slovesnega odprtja pred severnim portalom predora Konovo poleg ministrice za infrastrukturo magistrice Alenke Bratušek udeležil tudi predsednik vlade dr. Robert Golob. Oba sta nagovorila zbrane, zapel je rudarski oktet, projekt pa je predstavil predsednik uprave Dars magister Andrej Ribič. Dars je pogodbo za gradnjo sklopov B in H z izvajalcema konzorcijem Štrabah in Štrabah AG podružnica Ljubljana podpisal marca 2023, ko se je tudi pričela gradnja. Pomemben mejnik pa je bil preboj predora Konovo maja lani. Enocevni predor, dolg 497 metrov, je osrednji objekt 1,8 km navezovalne ceste, ki predstavlja neposredno povezavo med novo hitro cesto in obstoječo državno cesto Velenje-Slovenj Gradec. Poleg predora in navezovalne ceste s 3 krožišči, viaduktom Konovo ter 2 mostovama čez reko Pako so bili zgrajeni priključek na hitro cesto Škale s 105 metrov dolgim viaduktom, deviacije regionalne ceste v Škalah in glavne ceste v Konovem v skupni dolžini približno 1000 metrov ter več lokalnih cest in poti. To je eden izmed najzahtevnejša je Velunja. To je pa recimo po kategorizaciji drugi najzahtevnejši. Tukaj je tunel, pol kilometra dolg viadukt in pa 2 mosta čez reko Pako. Precej zahteven pa še to moram povedati, da smo ga zgradili z lastnim znanjem, z lastnimi slovenskimi družbami. Dober, Strabag je pač nekje slovenski del in avstrijski del je sodeloval, ampak lahko rečemo, da je tukaj domače znanje pri projektiranju in pri vsem ostalem skupaj. Pogodbena vrednost del znaša 55,45 milijona evrov brez DDV, Dars pa bo kar 44,8 milijona evrov za ta 2 sklopa pridobil iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Ob tem je predsednik uprave Dars povedal, da bo v ponedeljek podpisana pogodba z izvajalcem še za zadnjega od 8 sklopov, to je sklop A Velenje. Celotna trasa od Velenja do Slovenj Gradca, dolga 17,5 km, naj bi bila dograjena jeseni leta 2029. Po besedah ministrice magistrice Alenke Bratušek pa naj bi Dars vendarle kmalu pridobil tudi gradbeno dovoljenje za 14 km dolg odsek Šentrupert-Velenje. V četrtek so v Slovenj Gradcu slovesno namenu predali nov prizidek tamkajšnjemu zdravstvenemu domu. Investicija je vredna okoli 6,7 milijona evrov z DDV. V Slovenj Gradcu so v četrtek slovesno predali namenu nov prizidek zdravstvenemu domu. Gre za pomembno investicijo vredno približno 6,7 milijona evrov z DDV, ki bo pomembno prispevala k izboljšanju pogojev za delo zaposlenih ter k še kakovostnejši zdravstveni oskrbi pacientov. Temeljni kamen za gradnjo prizidka so položili 12. marca pred 2 letoma, zdaj pa je projekt uspešno zaključen. Novi prostori bodo zdravstvenemu domu omogočili širitev dejavnosti in boljšo organizacijo dela, kar bo razbremenilo obstoječe kapacitete ter izboljšalo dostopnost zdravstvenih storitev za prebivalce. Pred uradno otvoritvijo so pripravili novinarsko konferenco, na kateri so predstavili potek investicije in pomen nove pridobitve za lokalno skupnost. 2 leti od položitve temeljnega kamna, vmes pa
intenzivna gradnja, intenzivno opremljanje, usklajevanja in jaz sem res zelo vesel, da nam je v 2 letih uspelo pridobiti tudi uporabno dovoljenje za ta objekt in ga danes lahko tudi svečano predajamo v uporabo našemu zdravstvenemu domu, ki skrbi za primarno raven zdravstva v naši mestni občini in pa v občini Mislinja kot so ustanoviteljici zdravstvenega doma. Objekt obsega približno 2000 neto novih tlorisnih površin znotraj tega objekta, se pravi, tu bo predvsem družinska medicina, tu bojo dobili prostore tudi zdravstveno-reševalni center Koroške, ki je imel prej, lahko rečem, zelo, zelo slabe pogoje za svoje delovanje. In najbolj vesel sem, da nam je uspelo počrpati tudi nepovratna evropska sredstva za ta objekt in sicer približno 1,5 milijona od Ministrstva za zdravje, 3,2 milijona približno od Ministrstva za naravne vire in prostor, približno 600 tisoč evrov od ekosklada, kajti objekt je grajen tudi po najvišjih ekoloških standardih, približno 1,5 milijona pa je za zaprtje finančne konstrukcije prispevala mestna občina Slovenj Gradec iz svojih lastnih sredstev. S tem seveda je investicija zaključena, pridobljeno uporabno dovoljenje in dani so pogoji, da se lahko zdravniki, zdravstveno osebje, medicinsko osebje preseli v nove prostore. S tem zagotovo izboljšamo raven tako za njihovo delo in pa naredimo objekt znatno bolj prijazen tudi za uporabnike, ki te storitve tu potrebujejo. Ta prizidek je zelo pomemben, ne samo za mestno občino Slovenj Gradec, ampak tudi za občino Mislinja. Če se spomnim nazaj, tako kot sem se prej dejal, pred 16 leti primerjati sedaj niti slučajno ne moramo. Kaj vse je manjkalo v tistih časih zdravnikov, prostorov, tudi v Mislinji moram reči, da smo v teh zadnjih letih namenili kar nekaj novih prostorov za delovanje zdravnikov oziroma da imajo naši občani boljša kakovost, se pravi obravnave. Tudi fizioterapija se je v naši občini odprla pred približno 3 leti. Se pravi, jaz moram čestitati na tem mestu predvsem vodstvu, da ima ambicije, se pravi pridobivanje novih zdravnikov, novih kadrov, kajti vemo, da je to kar velik problem. Ampak tudi tukaj še manjka določen zdaj, ampak vem, da bomo skupnimi močmi tudi to zadevo rešili. Nov prizidek predstavlja pomemben korak v razvoju zdravstvene infrastrukture v Slovenj Gradcu ter dodatno krepi pogoje za zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe v regiji. Nove prostore v 4 nadstropjih bodo za paciente odprli v mesecu maju. Če začnemo v pritličju in imamo najpomembnejšo in najmodernejšo izolacijsko sobo, potem imamo laboratorij, nove prostore dobi tudi zdravstveno-reševalni center Koroške, ki bo imel spodaj prostore za avtomobile, na vrhu pa sobe za počitek in za bivanje, za čakanje, tako tega smo zelo veseli. Potem bomo imeli še prostore za specialistično protetično ambulanto in pa drugo in tretje nadstropje bo namenjeno družinskim zdravnikom in pa našim medicinskim sestram in seveda v prvi vrsti našim pacientom. Seveda otvoritve tega prizidka smo zelo veseli. Tukaj sploh družinski zdravniki, tukaj se bomo lahko združili vsi na enem kupu, prej smo bili razporejeni po stari stavbi na različnih mestih. Hkrati z ambulantami družinske medicine sta na voljo tudi 2 sobi, ena za posege, ena za ultrazvočno diagnostiko, tako da se pravzaprav zelo veselimo selitve. Direktorica zdravstvenega doma je poudarila, kako pomembno je timsko delo. Moram povedati, ja, to je pravzaprav nek tak dokaz, da delamo dobro. Prizidek je dokaz, da delamo dobro, da se širimo in če smo imeli pred leti 3 družinske zdravnike, sedaj jih imamo 9, imamo spet specializantov. Če rečemo, da nas je bilo 10 let 71 zaposlenih, nas je danes 167, kar kljubuje tudi trend, da imamo nove programe, fizioterapija, ginekologija, gastroenterološka ambulanta, psihiatrična ambulanta, bom rekla, zobozdravstvene ambulante, specialistične, protetične ambulante, specializante, ortodontije, endodontije, klinične logopedije, klinične psihologije, tako da rastemo, delamo in stremimo k temu, da bi bili čim boljši in da bi ponudili lahko čim večji spekter naših storitev našim občanom in pa občankam, ki jih potrebujejo.
Slovesno odprtje prizidka je nato spremljal kulturni program Zgodbo, posebnost dogodka pa je bila tudi simbolična gesta zaposlenih, ki so se slovesnosti udeležili z belimi baloni in tako poudarili pomen novega poglavja za zdravstveni dom. V Gaberkah v občini Šoštanj so v torek odprli prenovljene prostore Doma krajanov. Sredstva v višini 93 000 evrov za prenovo je zagotovila občina Šoštanj. Potem, ko je v Gaberkah pred dobrima 2 letoma svoja vrata zaprla trgovina Košarica, so v krajevni skupnosti skupaj z občino Šoštanj iskali novo vsebino za te prostore, ki so ostali prazni, saj interesa drugih trgovcev ni bilo. Z željo, da prostori krajevne skupnosti Gaberke postanejo kraj srečevanja, sodelovanja, dobrih idej in prijetnih trenutkov za vse generacije, so se odločili za prenovo pritličja. Ko sem po zaprtju trgovine stopil v te prostore, je bil tu cel rastor, moram odkrito povedati. Res se je poznalo, pač trgovci je odpeljal vse tiste, kar je bilo koristnega, vse ostalo je ostalo in ti prostori so bili res v slabem stanju. Danes, ko to pogledamo, je čist druga slika in jaz mislim, da je res da so dobile Gaberke en prostor druženja, povezovanja, ki bo res namenjen njim, predvsem bo pa namenjen tudi najmlajšim, 4 oddelke vrtca imamo tukaj. Prenovljeni prostori so namenjeni krajevni skupnosti, društvom, v večji dvorani pa bodo prostor za izvajanje gibalnih dejavnosti, učenje in igro našli tudi otroci ter strokovni delavci vrtca Šoštanj. Največ jih bomo uporabljali za gibanje. Veste, da je v predšolskem obdobju izjemno pomembno gibanje za razvoj naših najmlajših in prav zaradi gibanja je ta prostor tako zelo pomemben in dobrodošel med naše otroke. Dobrodošel tudi zato, ker bodo otroci po novem do dvorane lahko šli kar v copatih, kar pa prej ni bilo izvedljivo. Večinoma smo imeli prireditve in gibanje v sosednjih prostorih, v gasilskem domu. Seveda je bilo potrebno se obuti, obleči in oditi ven, včasih tudi v dežju in mrazu. Zdaj bo to lahko upravljeno v hišnih copatih. Prenova je zajemala prenovo tal, beljenje sten, menjavo stropne zaščite, celovito obnovo sanitarij, inštalacije, stavbno pohištvo, mizarska dela za namestitev pohištva v sejni sobi, priročni kuhinji in shrambi, namestitev klime, nakup stolov za veliko dvorano ter namestitev klopice za otroke namenjene telesni vzgoji. Sredstva za prenovo pa je zagotovila občina Šoštanj. Investicija je malo manj pod 100 000 evrov, pogodba je bila pa podpisana lani, zato ker smo projekt razdelili v 2 proračunska obdobja, da smo ga lahko nekako izvedli ob vseh drugih projektih, ki jih izvajamo. Cilj nam je pa bil, da čim prej dobijo v Gaberkah te prostore, ki bi jih lahko uporabljali in to nam je uspelo in sem zelo vesel. Si pa ravnateljica vrtca Šoštanj v prihodnosti želi tudi prenove vrtčevske enote Mojca v Gaberkah. Ja, gotovo večje prostore, kajti igralnice naše ne dosegajo 3 kvadratne metre igralne površine na naše otroke, kar bo zakonsko določeno s 1. septembrom 2028. Verjamem, da se bo tudi tu uredila igralna površina v bodoče. Ja, želeli bi si nov vrtec tukaj, ampak se mi zdi, da tudi s tem prostorem nekako zagotavljamo dodatne prostore za dejavnost vrtca. Poleg tega pa seveda posod ne zmanjka cest in ostale infrastrukture, ampak moram reči, da se trudimo in tudi vlagamo v krajevno skupnost Gaberke, ne nazadnje kar nekaj projektov popoplavne obnove tukaj. Župan Šoštanja je spomnil tudi na precej obremenjujoč projekt za krajevno skupnost Gaberke. To je 3. razvojna os, na podlagi katere bo prenovljene prostore Doma krajanov v prihodnosti uporabljala tudi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji. Kmalu bomo te prostore uporabljali tudi za pisarno Darsa, ki bo tukaj imela odprta vrata za občane Gaberk, kjer bodo dobili informacije o sami gradnji, kjer se bodo lahko usklajevali aktivnosti in z Darsom imamo dogovorjeno, da se prične tukaj delovati informacijska pisarna in jaz mislim, da bo v roku 14 dni vzpostavljena.
Prenovljene prostore Doma krajanov je blagoslovil tudi župnik Jože Pribožič z željo, da v teh prostorih vladajo razumevanje, dobrota in medsebojna pomoč. V kratkem kulturnem programu pa so se predstavili še otroci vrtca Šoštanj, oddelka Mojca Gaberke. V četrtek so v kulturnem domu Šoštanj podelili priznanja najboljšim športnikom in športnicam leta 2025 občine Šoštanj. Prireditev vsako leto poteka v okviru Športne zveze Šoštanj. Športna zveza Šoštanj je bila ustanovljena zaradi povezovanja športnih društev in za pospeševanje razvoja športa v občini Šoštanj. Še glavno poslanstvo je, da nekako usklajujemo delo športnih klubov in pa športnih društev v Šoštanju napram občini in pa seveda ena izmed glavnih prireditev, ki je danes športnih Šoštanj, kjer podelimo priznanja najboljšim športnikom v občini Šoštanj za preteklo leto. Kot pravi župan občine Šoštanj Boris Goličnik, je za šport v občini dobro poskrbljeno. Sem prav šel gledati cirka 5 milijonov vsako leto. Seveda moram odkrito povedati, tudi s podporo države, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in pa seveda Fundacije za šport izvajamo res velike projekte. Seveda pa tudi sredstva, lastna sredstva in pa politika občine je taka, da vlagamo v športno infrastrukturo, da vlagamo v klube, v mlade, ne nazadnje je to vložek v skupnost, v ljudi, naložba v prihodnost in občina Šoštanj je bila občina športa, je in bo tudi v prihodnje občina športa in se veselim, predvsem pa se zelo veselim letošnje največje pridobitve. Verjamem, da bomo zaključili izgradnjo največjega športnega parka v občini Šoštanj, ki ga zdaj 2 leti, drugo leto že gradimo in se mi zdi, da bo to ena največjih pridobitev v zadnjem času za celotno skupnost, za mlade, za manj mlade, za tiste profesionalne športnike pa za rekreativce. In to bo en velik prostor druženja, povezovanja, zdravja, rekreacije in mislim, da bo občina Šoštanj kot skupnost s tem res veliko dobila. Strokovni odbor Športne zveze Šoštanj je izmed kar 25 predlogov izbral prejemnike priznanj Športne zveze Šoštanj za leto 2025. Je izjemno težka odločitev, ker pač želimo biti čim bolj fair, ampak imamo strokovni odbor, ki odloča o tej zadevi, na čelu za Jasno Šumnik. Imeli so zelo težko delo, ampak mislim, da so delo opravili korektno in pa športu primerno. Na dogodku so podelili priznanja. Najboljša športnica je Anja Mazej odbojka, najboljša športna ekipa, članska rokometna ekipa DRŠ Sebastiana Soviča, perspektivni športnik rokometaš Nik Sovič in perspektivna športna ekipa starejše deklice ženskega odbojkarskega kluba Kajuh. V prvi vrsti sem zelo ponosen na hčero, to je zdaj že njen tretji. 3-krat je že bila nominirana za športnico Šoštanja. Trenutno igra v Romuniji v klubu Volontari, zato se ni moglo udeležiti današnje podelitve, tako da jo ponosno zastopam. Dokaz, da delamo dobro, da smo na pravi poti, da v bistvu s to mlado ekipo, ki igra v naši šoli, podiramo nekako mejnike iz leta v leto in verjamem, da bomo tako tudi nadaljevali. To priznanje je izjemna spodbuda za naprej, zraven pa tudi neka obveznost, da s takšnim delom nadaljujemo in da ustvarjamo nove, dobre mlade rokometaše. Priznanje pomeni ogromno, je nek pokazatelj, da delamo v pravi smeri, da tudi ostali opazijo to in jasno, da nadaljujem in mi je neka motivacija za naprej. Priznanje športni trener za strokovno delo je prejel Marko Pokleka. Vsekakor so ta priznanja neka motivacija oziroma neko vodilo, da smo na pravi poti, da delamo nekaj dober in če po lokalna skupnost vse skupaj to opazite, na nek način nagradi, je to lepše, boljše za nas športne delavce. Priznanje za športno tekmovalne dosežke v neolimpijskih športih je prejel Tim Vrtačnik. Priznanje za športne uspehe pa sta prejela košarkarja Jan Rizman in Urban Bukovič. Nikoli še nisem dobil tega priznanja, ampak kot vsakemu športniku mi pač dosti pomeni, to je neko
veliko zadovoljstvo pa dokaz za neko trdo delo. Letošnji osrednji gost prireditve je bil Tomaž Barada, ki je v svetu borilnih veščin že dolgo uveljavljeno ime. Jaz tako zagotavljam, da z športom dosežemo nekaj več oziroma dobimo nekaj več v življenju, kot nam je normalno v življenju dano. Torej, spoznaš nove ljudi, spoznaš nove navade, naučiš se nekaj, česar se v normalnem življenju ne naučimo, torej odrekanja, spoštovanja, vzdrževanja samega sebe, tako da šport je vsekakor nekaj, kar je nekaj lepega. Vaši najvidnejši rezultati? Ja, rezultatov je kar precej. Lahko rečem, da mi v tekmovalni karieri je uspelo osvojiti vse, kar sem si zadal. Torej bil sem 6-krat evropski prvak v tekvandoju, 3-krat svetovni prvak v tekvandoju, v kickboxingu 6-krat evropski prvak, 2-krat svetovni prvak in pa 5-krat profesionalni svetovni prvak. Ampak zagotovo moram reči, da to ni najvišji rezultat, ki sem ga dosegel. Zame je največji rezultat to, da mi je uspelo do danes ustanoviti oziroma nekako postaviti 41 novih evropskih oziroma svetovnih prvakov, ki prihajajo iz moje šole. Glasbena gostja na prireditvi pa je bila Lara Krneža, ki jo je širša javnost poznala na 44. festivalu Melodije morja in sonca 2025 v Portorožu. Turistično društvo Braslovče je na predvečer Gregorjevega organiziralo tradicionalni spust Gregorčkov. Letošnje druženje je bilo 7. po vrsti. Gregorjevo, ki ga praznujemo 12. marca, velja za praznik pomladi, svetlobe in ljubezni. Po starem ljudskem izročilu pravijo, da se na ta dan ptički ženijo, zato je bil praznik nekoč še posebej priljubljen med mladimi. Povezan je tudi s prihodom daljših dni, saj so obrtniki v preteklosti na ta dan prvič po zimi lahko delali ob naravni svetlobi. Na predvečer Gregorjevega se vsako leto zberemo v temlem prelepem ribniku ob Preserskih jezerih in z namenom, da bi počastili spomin na tiste davne čase in da bi tudi naš mladi rod spoznal, kako so nekoč cenili naravo. Namreč, ko se začno dnevi daljšati, potem postane veselje in obrtniki, ki so bili odvisni od dnevne svetlobe, so bili zelo veseli, kajti nič več jim ni bilo treba kovati, mleti žito in ostalih del opravljati ob oljenkah ali svečah, temveč jim je sedaj dan podaljšalo delo. Ena najlepših tradicij povezanih z Gregorjevim je spuščanje Gregorčkov. To so majhne hišice, čolnički ali splavi, okrašeni svečkami ali lučkami, ki jih otroci in odrasli spustijo po vodi. Svetloba, ki zaplava po potoku ali reki, simbolično pomeni, da luč vržemo v vodo, ker je dneva dovolj in umetne svetlobe pri delu ni več toliko potrebno. V Braslovčah ta običaj vsako leto znova zaživi. Letošnje druženje organizaciji turističnega društva Braslovče je bilo 7. po vrsti. Otroci skupaj s starši doma ali v šoli izdelujejo svoje Gregorčke iz lesa, papirja ali drugih materialov ter jih okrasijo po lastni domišljiji. Ko se zvečer zberejo ob vodi, se potok napolni z drobnimi svetlečimi plovili, ki ustvarijo prav posebno vzdušje. Dogodek povezuje ljudi vseh generacij. Najmlajši z navdušenjem spuščajo svoje izdelke, starejši pa ob tem obujajo spomine na otroštvo. Sem vesel, da bo tale naš Gregorček za enim velikim številom mladih otrok, tako kot vsako leto, saj že imamo letošnje leto, to 7. leto. Zdaj so ravno kar prišli gasilci, prostovoljno gasilsko društvo Parižle Topolje, ki nam pomagajo vedno za varnost, predvsem varnost zaradi vode. In seveda ribiška družina Šempeter, to je njihov prostor, njihovo jezero. Mi trije nekako skupaj sodelujemo in logistično pripravimo zadevo. Spuščanje Gregorčkov ni le lep običaj, ampak tudi način ohranjanja kulturne dediščine. Otrokom in mladim približa stare navade ter jih spodbuja k ustvarjalnosti in druženju. Prvo sem probala les plava, pa sem gar pretedila jambor. Potem sem razmislila, kje bi jaz dobila kak debel list za jadra
pa sem videla v hiši list od orhideje, pa sem ga kar otrgala, pa ga dala na jambor. Pa mi pa ni šel cel list na jambor, pa sem našla še tak en list palmove veje, pa sem še malo preluknala list, da sem dobila še palmovo vejo na jambor. Pa sem pretrdila še svečko gor, pa sem dodala še malo rož, pa sem pa probala, če je vse uravnoteženo, da bo plaval, pa sem ugotovila, da vse plava. Drugače sem pa tole desko dobila, ko smo prejšnji dan glih rezali drevesa, vejo dreves, pa sem vprašala Atija, če lahko vzamem tole polovičko od veje, pa se je strinjal. V šoli smo delali, ko smo rabili pa barven papir. Smo še dali svečke, 2 od doma smo jih pa tudi prinesli. Prvi smo to naredila, jeleta malega, ki je naredil tega pa dedi. Material smo dobila iz bambusa, tole pa iz leske, pa to smo naredila. Najprej sem vzela škatlo od jajc, pa sem jo pobarvala na rdečo. Potem sem dala en CD prozoren gor na sredino in sem not zapičila palčko in gor sem naredila jadro. Potem sem pa še dala 2 takale krogca in mala in potem še enega velikega gor, da bo lahko svečka gor. Gregorčke so nekateri izdelovali skupaj z učiteljicami v glavni in podružničnih šolah, izdelani pa so bili večinoma iz naravnih materialov. Tukaj imamo na mizi, se pripravijo nekako sveče, da se pritrdijo, na to eden prežge, gasilci pa pomagajo ustaviti ladjico in je pol tudi nekako, ne samo da gre po toku do izliva, pri izlivu tudi pospravijo, tisti, ki je želi nesti domov, je nese domov, tisti, ki pa pustijo, pač jutri pospravimo in očistimo. Mi pomagamo turističnemu društvu, da v bistvu polagamo te ladjice, te gregorčke na vodo, da otroci ne grejo preblizu, da ne bi slučajno kdo v vodo padel. Skrbimo pa tudi za požarno varnost, istočasno, ker pač je tudi tu ogenj prisoten, če bi slučajno se kaj užgalo. Gregorjevo in spuščanje gregorčkov nas tako vsako leto opomnita, kako pomembno je ohranjati stare običaje in jih prenašati na mlajše generacije. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, to je bilo vse v tokratni oddaji VTV Magazin. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.